Ljubljanski teden mode je za nami in seveda se je več kot spodobilo, da je tam odmevalo vse, kar se tiče mode. No, pa tudi kar se tiče glasbe. Skupina Batista Cadillac so premierno predstavili novo pesem Vse imam, ki spremlja Lidlovo kolekcijo, ki je mimogrede bila tudi predstavljena na tednu mode. In danes z mano v podcastu glas in srce skupine. Urban Lutman, živijo. Živijo. Sa nekaj, da boš mogoče kar mal zardel ob tej napovedi, a ti velikrat rečejo, da sem glas in srce. Glas in srce skupine. Pa jaz mislim, da smo vsi skupaj srce skupine, no, sem pa glas, to pa absolutno ne morva zanikati. Ne. To pa ne morva, ne? Kaj je tisto, kar bi rekel, da je glavno vodilo vašega benda? Glavno vodilo? Delati čim boljšo muziko, po moje, ne. Čim bolj izvajati in v bistvu čim bolj brezkompromisno delati na vseh aspektih glasbe. Zdaj vem, da kamorkoli prideš na kakršenkoli intervju, vedno dobivaš vprašanja in vedno znova se ponavlja, kako je to nekoč bil samo dvojec, ki smo ga lahko gledali tudi v oddaji Slovenija ima talent, kako potem se je ta dvojec razširil in kako je zdaj nova zasedba. Ne bova šla tja, midva se bova bolj držala te zasedbe danes, zato ker se mi zdi, da ta zasedba danes je tista, o kateri veliko lahko slišimo in še bomo veliko lahko slišali. Ustvarjate odlično glasbo, predvsem si upam reči, da morda nekoliko drugačno glasbo. Mogoče, ja. Ne vem, če je veliko skupin, čeprav se mi zdi, da tudi žena. Se mi zdi, da Mašari, ki recimo tudi že nek ta soul, rock sound peljejo in najbrž bo tega vedno več, ampak ja, me veseli, da se ti zdi, da smo unikatni. Ja, ta unikatnost je definitivno nekaj, kar bi jo veliko recimo izvajalcev ali pa skupin nujno potrebovali. A ne? Se mi zdi, da ravno zaradi unikatnosti ste lahko še bolj zaželeni, še bolj prepoznavni, predvsem pa lahko sledite svojemu slogu in sami sebi. Tako. Je to težko v Sloveniji? Kaj pa vem, mislim, v Sloveniji je sigurno težko, ne, marsikaj, zaradi tega, ker je majhen trg, ne, tako da se mi zdi, da predvsem traja nekoliko dlje kot recimo v Ameriki ali pa kje druge, da uspeš, ne, ker se moraš kar nekaj časa prebijati. Ampak ja, fajn je, če najdeš eno svojo značilnost, po kateri si prepoznaven in potem lažje pelješ vse skupine. In te ljudje prepoznajo. Je pa tudi to trdo delo, ne, oziroma ta daljša pot lahko na koncu veliko boljša kot pa tista, ki se zgodi čez... Instant, absolutno, seveda. Mislim, jaz sem bil vedno mnenja, da bom vedno delal muziko, za katero stojim, ne, in da se ne bom nikoli prepustil in delal nekaj samo zato, da bi uspel, ne. Ker se mi zdi, da ko začneš delati zato, da bi uspel, to ni ta prava formula. Ne? Se pravi, nikoli kot mlajši, kot najstnik ali pa kot otrok nisi sanjal o tem, kako boš nekoč prepoznaven v Sloveniji, kako te bodo oboževalke oblegale na koncertih in vse to, kar paše k slavi? Ne, v bistvu res ne. Mislim, seveda ti mogoče seveda to paše, ne. Godi, a ne? Ti godi, ne, in laska, ampak ne, ni bil to nikoli moj cilj, ne. Moj cilj je bil vedno delati čim boljšo muziko. Če sem s tem lahko ljudem všeč, je pa to samo plus. Zdaj ti moram povedati, kje sem prvič zvedla za vas, oziroma vas imela priložnost slišati. Ne bom zdaj točno povedala, kje, ampak bila ena zabava, kjer ste igrali. In tam, ko sem vas slišala, sem nekako, kdo so to? Kdo so te fantje na odru? In bila sem popolnoma navdušena in tako vem, da smo se potem z družbo, s katero sem bila tam pogovarjala, če bi se pa kdaj poročila, ja, oni bi pa bili bend na moji poroki, koliko tega slišite in koliko tega imate? Ja, vedno več, ne. Pa vedno manjkrat se v bistvu spomniš, kje je bila kakšna zabava in tako naprej. Ampak, a zdaj poročila si se? Ne. No, evo, pa... Še imava možnost. Mava to možnost, ja. Ok, ampak seveda poroke, zabave so
en del nastopov, koncerti kot takšni ali pa premierno predstaviti pesem na Ljubljanskem tednu mode je pa nekaj povsem drugačnega. To sodelovanje z Lidlom se je zgodilo, verjetno zelo, bom rekla, nepričakovano v smislu, da so to bili neki plani že lansko leto, kako se bo to zgodilo in tako. In kakšen je občutek na takšnem dogodku premierno predstaviti pesem? Ja, vrhunsko, ne. Mislim, tako je vse skupaj, cela zgodba, ki se je zgodila z Lidlom, nekako lepo skočila do nas. Tako da je vse skupaj, mislim, dobro sodelovanje je bilo, no? Tako da je vse, kar je to pospremilo, je bilo super. Zdaj, pesem Vse imam. En delček pesmi sem si zapisala, očitno je ta del najbolj pustil nek pečat na meni, ko lahko sam se odločam zase, vse imam. Zakaj se me je to tako zelo dotaknilo, ne znam čisto dobro odgovoriti, ampak mogoče sem dobila samo najbolj asociacijo, da ko smo sami zase svoj mojster, v narekovajih, da takrat imamo v bistvu vse, ko se ne pustimo pretirano voditi, usmerjati, ko ne popuščamo zaradi mnenj drugih in se ne prilagajamo. Ja, in zdi se mi to redkost, ne, v današnjem času. Jaz mislim, da se veliko ljudi, pa ne samo veliko ljudi, se tudi sam, se velikokrat obremenjuješ z mnenjem drugih, pa mislim, da je to popolna napaka. Ne. Mislim, da se moraš ravnati po sebi in tako si potem najboljši sam. Ampak to ravnanje zaradi drugih, ne, ali pa recimo mogoče obremenjevanje celo, je pa tako zelo dvorezen meč, kar se tiče prepoznavnosti pa glasbe nasploh, ne, ker v resnici glasbo delate glasbeniki za ljudi, hkrati je seveda super, da je tudi vam všeč oziroma da je v prvi vrsti vam všeč, ampak koliko imaš recimo, koliko imate v skupini teh, bom rekla, debat okrog tega v smislu, a je to zdaj nam všeč, ali bo to tudi ljudem všeč, ali gre to kar z roko v roki? Jaz mislim, da se sploh ne smeš ukvarjati s tem, ali bo ljudem všeč, ampak delati res to, v kar verjameš. Ne? Se mi zdi, da ko smo mi zadovoljni, da nimamo nobene pripombe nad nečem, jaz mislim, da bodo tudi ljudje zadovoljni. Ne? Za Magnolijo ste imeli občutek, da bo tako, kot je bilo? Ne, sploh ne. Res to ni ena stvar, s katero bi se ful obremenjeval, ampak ko veš, da je pač super, se mi zdi, da tudi ljudje nekako to prepoznajo. Ne. Če bi zdaj jaz imela eno tako čudežno palčko, s katero bi lahko, veš, začarala na 1, 2, 3 in bi ti rekla, zdaj se ti lahko uresniči, karkoli bi si želel v povezavi z glasbo, kaj bi zbral, kaj bi rekel, da se zgodi? Da imam že 10 plat za sabo, pa da so vse dobre. Pa da so vse dobre? Ja, tako. Ok, se pravi nekaj, kar je dosegljivo? Ja, absolutno. Nisi potem človek, ki bi zelo visoko letel? Ne, sploh ne. Mogoče kdaj celo prenisko ali pa imam zelo preniska pričakovanja za naprej, ampak se mi zdi to zdravo, ker potem ne padeš pregloboko. En intervju sem brala, v katerem ste rekli, mislim, da tako kot skupina, da vam je najljubše to, da v bistvu greste s tokom. Se pravi, ne, da ste v bendu ljudje, ki bi imeli hude plane v smislu to pa to se more zgoditi do takrat pa takrat, ampak da ste zelo narejeni v smislu zdaj bo to, mogoče bo takole in takole. Ja. Je temu še tako, glede na to, da je kar nekaj let od tega intervjuja? Ja, absolutno mi probamo nekako tako peljati, ampak imamo pa potem recimo Šantal, ki nam pove, kaj je treba, kdaj in tako naprej. Tako da nekako smo prišli do neke točke, kjer so okoli nas ljudje, ki dobro delajo in nam oni nekako vsem postavljajo neke meje in neke iztočnice. Morda za tiste, ki zdaj ne vedo, Šantal je pri vas v bendu, kakšno vlogo ima? Ja, Šantal je v bistvu, jaz ne vem, se je tukaj PR-ovka, bi rekel, oziroma direktorica založbe. A lahko rečeva, kaj je ena taka mama, ki malo bodri nad vami? Absolutno. Se mi zdi, da smo zelo tako nekako, bi skoraj lahko rekel, družinsko, oziroma smo kot neka družina, tako da povezani. Zato ti mogoče ne znam odgovoriti, zakaj točno smo, ker se mi zdi, da vsi delamo vse in nekako delamo najboljše za bend. In
Prej sva rekla, da delate nekoliko drugačno glasbo, s tem sem bolj mislila smer, a ne, v kateri ustvarjate, se pravi, si sam že rekel, malo ta soul, blues, latinsko-ameriški pridih lahko zaznamo notri. Koliko je pomembno, da se bend, ko ima recimo nek večji nastop, koncert, tudi temu primerno uredi? Koliko je recimo ta neka vizualna podoba takšnega benda pomembna? A sploh je? Je pomembna, seveda. Mislim, probamo se truditi, tudi tle nam pomagajo drugi ljudje, ne, ker mi pač tega v sebi žal nimamo, da bi bili modni guruji, ne, in tako naprej. Ampak absolutno je pač v današnjem času pomemben izgled, se pravi imidž, spoti in vse ostalo. Ni več samo, nažalost mogoče, mislim, meni bi bilo lažje, če bi bila samo glasba, ne, ker nisem ta modni človek, ne, ampak je pomembno, absolutno. Ja, da si v svoji koži, v svoji barvi tukaj in zdaj, ne? Kako se počutiš pa v svoji koži? Mislim, včasih dobro, včasih slabo, po moje, tako kot vsak človek, ampak sicer sem zelo, v bistvu ne samozavesten človek, ne. Kar je za pevca... Kar je za pevca kar značilno, ne? Ampak mogoče tega ne kažemo na ven. Sem čakala, če mi boš dopolnil, ja. Ampak, ja, ne samozavesten, v bistvu zato, ker vedno nekako, ne vem, je dosti dober, recimo to, kar delam, je dosti dobro odpeto, vedno se sekiram s tem. Ko se zgodi nekaj dobrega, se pravi dober koncert, potem se mi malo dvigne ta samozavest, ne? Če se zgodi kakšna napaka, mogoče to peljem naprej, ampak jaz mislim, da je tako pri vsakmu človeku. Ne? Ampak zdaj si rekel, da je pri večini pevcev ali pa da je veliko takšnih, no, ki so v resnici pevci, pa so ne samozavestni oziroma imajo mogoče premalo samozavesti, ker čist ne samozavestni spet niso. Čist seveda ne. Pač ta neka zdrava mera, ampak se mi zdi, da za tiste, ki so dobri, morajo biti ne samozavestni, zato ker potem pač bolj trdo delaš za vse skupaj, zato da se ta samozavest dvigne. Ne? Pa kaj narediš pred nastopom, recimo na kakšnem večjem odru, ker tam dvomim, da je kdo v prvih 5 vrstah, ki bi rekel, Urban je ful ne samozavesten. Pač na odru se preleviš v nekoga drugega? Ja, na odru se to nekako potem zravna. Ne? Se mi zdi, da toliko smo se že zverzirali, oziroma toliko uživamo v tem, da se potem najdeš neka druga. Se mi zdi, da je to nek preskok. No? Ali koncert, ali pa ordinary day. Ampak, veš, mogoče bi ti to samo opisal kot pomanjkanje samozavesti, a ne? Ja. Mogoče bi pa kdo temu samo pripisal zadržanost ali pa prikupna tale, no, veš, kako se reče, ko prideš v lokal, pa bo tam vedno ena miza glasnih, ki bojo opozarjali na sebe, pa bo pa tako v kotu en skrivnostnež sedel v tišini. Ja, okay. Lahko tam se najdeva? Lahko rečeva, da sem skrivnostnež. Ja, tako, to besedo sem iskala. Tudi sicer moram reči, da ko sem se mečkam pripravljala na najin pogovor, prav zelo veliko o tebi, kot pevcu skupine, nisem mogla najti, prebrati in tako naprej. Se ti zdi, da je to slučajno tako naneslo, ali res si nekdo, ki ne želiš preblizu spuščati javnost in ljudi? Veš kaj, jaz sem v bistvu kot javna oseba, se ne gledam kot posameznika, ampak gledam kot band. Ne? Tako da mi je všeč, da se izpostavlja band, kar se teh medijskih oziroma teh izpostavljanj tiče, sem zadovoljen, da je band. Ker sem v bistvu to jaz. Ne? Ker to brez benda ne bi bilo tudi tebe v resnici. Sem v resnici. Ne? Tako da se ne rad izpostavljam, če ni v povezavi z bendom. Oziroma se mi zdi, da tisti del mene naj bo mogoče malo skrivnosten ali pa skrit celo. Kako težko je, ali ne težko, kako recimo drugače je delovati recimo skupina, kjer vas je pač več fantov na kupu, kot pa recimo prej, ko je to bil dvojec. Več različnih karakterjev, več različnih mnenj, nekomu je nekaj všeč, drugemu spet nekaj drugega. Kako najdete potem tisto ravnovesje? Težje, absolutno, ne? Če ne drugega časovno in tako naprej. Ampak se mi zdi, da smo zdaj po nekaj letih kar najdeli en sistem, si postavili pač neke redne
zadeve, ki pač se morajo zgoditi, in je potem lažje. Je pa absolutno to usklajevanje težje. Ne? Kaj pa sama mnenja, kaj je nekaj dobro, kako bi lahko nekaj drugače? Ja, poslušati se je treba, ne? Pa spoštovati vsakega in nekako razmišljati na način, da pač sigurno, če je nekaj povedal, se v temu nekaj skriva, da najbrž ni čisto po nepotrebnem. Tega izpostaviti, tako da probamo biti čim bolj razumevajoči, pa se okoli vsake stvari, ki se jo pove ali pa izpostavi, se pogovoriti ali pa kakorkoli. Ja, ker v bistvu vsakič, kadar gostim glasbenike, ki delujejo v skupinah, ne, vedno pridemo do istega zaključka, da seveda v skupinah pride tudi do nesoglasij, ker je pač toliko in toliko ljudi na kupu, tako kot sem rekla, različni karakteri, različna mnenja. Pomembno pa je, ali se potem iz teh nesoglasij da iti normalno na pijačo po vaji in doreči stvari. To je tako kot družina. Ne? Kot v odnosu, ne? Ja, ker v bistvu ste na nek način ste v odnosu. Ne? Seveda, tako da prilagajanja so zelo pomembna, zato da vse skupaj drži. Mislim, zdaj, ko si tako rekel, dobivam idejo, da pol je v bistvu z glasbenikom, ki deluje v bendu, zelo lahko biti doma, ker on je to že iz benda navajen, da more biti zelo, imeti veliko kompromisov, pa tako, ali ne, to sem zdaj narobe zašla. Ne, mislim, v redu si zašla, kar se tiče odnosa, mislim, da imaš prav, ne, kar se tiče pa izostankov, ne. Tam me odkimava, samo povem. Kar se tiče izostankov, moraš imeti pa zelo v redu partnerko. To pa je en velik lahko minus, ne? Ki to razume. Ne? In ti jo imaš. Ja, jaz jo imam. In se mi zdi, da dobro funkcionirava in furava vse skupaj. Se pravi, mora pa razumeti, ko se v to spusti, da je pač z glasbenikom tako, da ga velikrat ne bo. Glasbenik mora pa pač takrat, ko je, malo nadoknaditi. Ja, zdaj velikokrat sem že slišala od kakšnih glasbenikov, ne, da seveda je na eni strani razumevanje partnerja, da ga pač velikokrat ni, ali ob večerih, ponavadi so to vikendi, ne. Hkrati se pa majčkeno pozabi na to, da ko glasbenik pride domov proti jutru in potem se zgodi nedelja dopoldne, ne, da ni samo to, da ga ni bilo po noči, ne, ampak ta glasbenik bi zdaj tudi mogel malo počivati v nedeljo dopoldne. Ne. Žene so pa potem, ali pa možovi na drugi strani tudi, ne, pa tisti, ki bi pa v nedeljo kam šli in malo izkoristili. Zdaj tudi sami imaš že družino, ne samo partnerko, in pri 2 majhnih otrocih to verjetno ni vedno lahko. Ne, pač greš na izlet, ne, seveda greš, mačkam brniš, v glavi je malo tako, ne, utrujen si seveda, ampak pač moraš nadoknaditi. Ker na koncu pač moraš otroku nekaj dati, ne moraš reči, da si pač utrujen. Ko bi rekel, da te je spremenilo dejstvo, da si postal oče tebe kot osebo? Ja, nisem vedel, da obstaja taka ljubezen, ne. Tako da te absolutno to spremeni. Kaj pa vem, no, super je. Mislim, dobro se imamo. Kaj pa ta del v smislu prenašati naprej na nekoga, se pravi ta odgovornost, da bodo zrastli v redu osebe, to že čutiš, kaj je ta pritisk, ali so še premehni? Absolutno, jaz sem se tega zavedal že, ko sem naredil, ko se je rodil prvi sin, mi je dobro rekel v bistvu en prijatelj Tomaž Marič, ker lahko ga izpostavim tudi glasbenika, on je rekel, da v bistvu najpomembnejša stvar, ko dobiš otroka, oziroma tvoja naloga je to, da narediš dobrega človeka, ne? In to je pač tvoja dolžnost. Ne? In če ti to spodleti, se mi zdi to v bistvu minus na starševski plati, ne na strani otroka. A bi lahko rekel zase, da si začel kaj drugače ustvarjati od trenutka naprej, ko se je rodil prvi sin? Si se kaj pomehkužil? Se mi zdi, da to kar nekaj ključujem, ampak ja, mislim, en komat je šel v to smer, ne. Ker pač enostavno so to neka čustva, tako da na novi plati je en komat, ki se tega mogoče malo dotakne, sicer pa pomehkužil, kaj pa vem. Jaz mislim, da je to samo dobro, no.
za vsakega človeka, da ti da samo dobro. Ne predstavljam si tebe najbolj v neki situaciji, ko se moraš ful razjeziti, ko si ful glasen, ko si aroganten, ko si siten. A znaš to vse biti? Jaz mislim, da zna biti vsak. Ne? Misliš? Seveda. Mislim, seveda pa ne vedno, ne, in povsod. Pa skušati se moraš pač malo zadržati, ne, kdaj pa kdaj. Nisi potem vedno tako zelo mirjen? Ne. Okay. Kje so ti? Me je Benji spoznal kdaj v taki luči in seveda tudi družina, ampak se mislim, da ima to vsak oseb. Kje so tiste stvari, ki so ti pa res tako no-go, ki ti res niso sprejemljive oziroma ki te pa res lahko spravijo v neko, ne vem, slabo voljo, jezo, pa nisi bo to ali pri ljudeh ali na splošno v življenju? Ja, laž je mogoče ena taka zadeva, ki je ne prenašam najboljš. Ne vem, kaj pa vem. Odvisno bi bilo, mogo bi kakšno situacijo zdaj imeti v glavi, veš, da bi ti lažje odgovoril. Ne vem, kakšna... Ta neiskrenost potem verjetno, ne? Neiskrenost, mogoče najbolj, ja. Ampak dobra stvar tega je pa ta, da so ponavadi fani tisti, ki so iskreni, a ne? In tisti, ki pridejo na koncerte, na špile, na nastope, pridejo zato, ker obožujejo vašo glasbo, ker obožujejo vašo skupino. Tako. Kakšni so pa to, recimo, občutki? Ker to je pa potem ta spet čist kontra efekt, ki te pa zagotovo ful napolni. Ja, seveda, vedno lepše, ne? Skozi leta je vedno več fanov in nam je vedno lepše, ko vidiš v bistvu, da si dejansko se nekoga dotaknil, ne? Ko pristopi nekdo in ti iskreno pove, to je pa res meni favorite komad ali kakorkoli, tako da mislim, to so lepi občutki. Ne? Zdaj za pesem Vse imam, sem prej sicer povedala, da se je mene ta del dotaknil, tak, ki sem ga prebrala. Kaj bi pa ti rekel? Kako bi opisal pesem Vse imam? Jaz mislim, da predvsem ta komad izraža to, da drugačnost ni nič, kar bi bilo narobe in mislim, da se v svoji koži moraš imeti dober. In to je to. Pa sprejemamo pač drugačnost, sprejemamo en drugega. Ne? Kako je, ko recimo pesem, ki ima neko močno sporočilo, zapoješ pred ljudmi, sploh recimo premierno, ko se to zgodi, kaj si takrat najbolj fokusiran? Na to, da bo vse tako, kot more biti, torej pravilno, ali si tudi vmes imaš priložnost, da si malo fokusiran na odziv ljudi? Ne, vedno si fokusiran na odziv ljudi. Že skozi komad, med petjem, med pauzami, ne? Ljudje ti tudi dajo vse, kar rabiš za to, da si dober na odru, vsaj meni. Ampak če imaš komad, ki ima recimo močno sporočilo, ne, kjer ni neko napletanje, neke zgodbe, ki ni pomembna, potem je to lažje. Ne? No, Urban, ampak povsem drugače je pa verjetno, ko se ustvarja videospot za novo pesem. Vse imam, ima prav poseben videospot, ki ga lahko seveda najdejo gledalci, poslušalci na YouTube kanalu skupine Batista Cadillac. Posnetek, kako pa je to premierno zvenelo na Ljubljanskem tednu mode, pa najdejo lahko vsi na Lidl Slovenija YouTube kanalu. Tako. Tudi zelo zanimivo za videti, ker je le premierno. Kako ti je takrat, kadar se snema spot? Malo težje, kot ko se snema muzika, ne? Sploh, če je treba plesati, ker ta spot je bil plesan, sami profesionalni plesalci so bili, tako da si malo nervozen. Ne? Ko se znajdeš v temu, bi bilo lažje, če bi pač vsi peli, ne? Potem se počutiš bolj samozavesten, oziroma si bolj samozavesten. Ampak na koncu, ko se sprostiš in padeš v nek vibe po nekaj urah snemanja, je vedno zabavno. Ne? Sploh, če vidiš že tekom snemanja, da bo dober izdelek. Koliko je bilo vaje prej? Smo imeli vaje, Žigan Kranjčan je bil koreograf, tako da smo vadili. Najhujše mi je bilo na prvi vaji. Ne? Urbana, to zdaj pomeni, če bi zdaj recimo midva slučajno, tako slučajno zaslišala iz nekje zvok recimo pesmi, bi ti upal tudi zaplesati ali toliko pa ni bilo vaj? A ja, da bi mogel plesati po koreografiji, joj, Bog ne daj, ne. Če se le da ne bi, mislim, lej, moja
plesalska sposobnost seže tja nekje do poplesavanja, ne? Ali pa Se pravi, iz noge na nogo. potem. Iz noge na nogo, ne? Ravno zato je mogoče tudi na Emi Žigan naredil koreografijo, kot jo je, ne? Ker smo pač sposobni približati tega, ne? Dobar, ampak vseeno bolj škoda, da ste čist pri miru. Absolutno, absolutno. Je pa res, da latinskoameriški ritmi so plesni ritmi, a ne? In publika vedno verjetno pleše in bi bilo zelo čudno, če bi čist primer sedel, ne? Seveda. Ampak potem, če prav razumem, to prepuščate publiki in profesionalnim plesalcem. Tako, mi plešemo na odru, ne? Ampak zdaj kako pa, ni pa to zdaj nek ples, ne, da bi rekel. Latinskoameriški ritmi pa seveda, jaz zelo obžalujem, imel sem v nekem mlajšem obdobju, se pravi, ko sem bil otrok, sem imel neko željo, da bi plesal in mi je zelo žal, da se nisem odločil. No. Aha, zakaj pa se nisi? Ne vem, ni prišlo do tega, ampak res mi je žal. V osnovni šoli se spomnim, sem enkrat, je bila neka prireditev in sta dva sošolca sta bila pač dekle in fant, sta zaplesala latinskoameriške. Ne? In takrat se mi je to res zdelo, wow, kako dober moški pleše in kako dober se lahko premika. Ne? Potem sem imel pač neko idejo, ampak se ni zrealizirala. Se ni razvila, ampak veš, Urban, pravijo, da nikoli ni prepozno, sploh za ples. Vem, da imaš zdaj sicer 2 majhna otroka, ampak zagotovo obstajajo tudi ljudje, ki bi radi počuvali otroka. Mislim, če boš zdaj rabo varuško, lahko tudi mene pokličeš, če bo razlog, da bo ženo pelil na plesni tečaj. Ja, lej, nikoli se ne vem, mogoče se pa slišva. Ok, no mislim, da si to javno povedal, sam povem, tudi Šantal je to slišala in si zabeležila. No in zdaj, ko toliko govoriva o tem, da je vaša glasba plesna glasba, da vedno naredite tudi žur, da smo obiskovalci vedno veseli, kadar vas vidimo na kakšnem odru, zelo kmalu vas lahko spet vidimo oziroma slišimo. 23. oktobra bo na Bregu 12 v Ljubljani prav poseben Lidlov pop-up dogodek, zabaven, družaben, lahko rečeva modno glasbeni dogodek, a ne? Kaj tebi recimo ali pa skupini takšen dogodek pomeni, kako zelo se ga veselite vi? Veselimo se zato, ker bo recimo ob 4, ne? Se pravi popoldan, kar je redkost, špili se ponavadi dogajajo zvečer, ne? Tako da malo drugače, ampak zanimivo, malo drugače obarvan, tudi teli kosi Lidlovi. Kaj torej lahko, kaj bojo obiskovalci lahko? Ja, lahko bojo videli te kose, ki so, by the way, meni zelo nadpričakovani, že v spotu, ko smo snemali, sem jih videl in je zelo okusno, no. Jaz mislim, da je vredno ogleda. Torej, nova kolekcija, fantje boste zagotovo imeli vsaj kakšen kos in predvsem bo to glasbeno-modni dogodek, zato še enkrat mogoče povabilo 23. oktobra, ne, vabljeni popoldne že na eno dobro luštno popoldansko zabavo. Kaj je tisto, kar tebi recimo najbolj sproži občutke, ne bom sam rekla veselja, ampak kje tebe lahko vidimo, da si pa res sproščen, da se ti lahko popolnoma sprostiš, da se smejiš, ali to znotraj benda, ali so to tvoji prijatelji, je to družina? Ja, sigurno znotraj benda, z družino in s prijatelji, v bistvu z ljudmi, ki so mi blizu, ne. Ampak ja, z bendom sploh, ne. Pred, med in po koncertih se imamo super na vajah. Z družino pa seveda tudi. Občutek imam, da je tako ogromno smeha prva za odrju in internih šal. Res se imamo dobro. No. Kaj jih verjetno sam vi bolj kad ne razumete? Absolutno. Je pa to tako verjetno običajno po bendih, ne? Jaz mislim, da ja. Fajn je, da se razumeš, ne? In mi se res dobro razumemo in se imamo super. Tako da, če imaš to, v bistvu je skoraj neko bratstvo že tle, ker si toliko skupaj in če se imaš dobro, je res fajn. Koliko si pa kaj reden obiskovalec drugih koncertov? Sem skoraj jezen nase, ker sem skoraj malo premal prisoten na nekih dogodkih. Ne. Mogoče bi mogel več, ampak velikrat se kaj križa. Je pa res pol, da tudi družina in tako naprej vpliva malo na razpoložljivost. Ne. Če te že tako veliko ni, zaradi svojega benda, težko potem še. Vsaj zdaj, ko so otroci še tako majhni, se, ko bojo večji, potem imaš varstva in
Je lažje vse skupaj. Ne? Kaj bi si za skupino, za band želel, da se zgodi recimo, ne vem, v roku 1 leta? Kaj se pripravlja? Promocija plate. Plata pride kdaj? Plata pride... Torej nov album? Nov album. Ja, jaz mislim, da sigurno v naslednjem letu. Zdaj pa jaz bi rekel tako nekako med poletjem in jesenjo. Jaz želim si, da spelemo vse tako, kot moramo. Ne? Oziroma, da bo vse tako, kot mora biti, da bo vse super. Kaj pa glede nastopov? Je recimo ta trenutek polna dvorana, ne vem, katera bi recimo lahko omenila nekaj, kar bi si rekel, ja, to si želimo? Križanke. Tukaj sem te čakala, ja, ali sva že mogoče pri Križankah oziroma takšnih lokacijah. To je želja. Posebno... Ja, absolutno. Mislim, dobra, to je po moje za vsakega glasbenika neka želja, da se mu izpolni, zato ker je super akustika narejena, tako da funkcionira. In tudi nekajkrat sem že tam nastopil, sicer ne z Batisto Cadillac, ampak res je dobra vibe. Tako da to je zdaj recimo en srednjeročen cilj. Ne? In ko so Križanke recimo odkljukane, ja. Kaj pol to pomeni za skupino, kot ste vi, da si rečeš, ok, to smo naredili, album je zunaj, Križanke imamo, zdaj bomo pač hodili na nastope kot bojo. Ali je fino, da takrat dejansko skupina ima, zdaj, ko si jo že omenil, Šantal tukaj nekje blizu, ki reče, fantje, zdaj pa naprej, ne bomo se ustavili pri teh Križankah. Ne, takrat je fajn, da imaš nekoga, ki ve približno, kako mora stvar naprej potekati, ne? Ker se verjetno hitro in postavi zgodi, nek plan, ne? Ker glasbeniki pač nismo nek organiziran narod, vsaj ponavadi ne, ker se tiče drugih stvari, razen glasbe. Tako da je fajn, da imaš nekoga, kot je Šantal, da te malo usmeri. Ja. In naredi nek plan, ne, oziroma ga skupaj sestavimo, ali kakorkoli, kako se bo nadaljeval. Zdaj težko ti pa odgovorim, kaj po Križankah, ne, ker kot sem rekel, res Križanka, ne? Tako, jaz sem na tleh in ko bomo prišli do tja, bomo naprej razmišljali. Ne? In to je verjetno tudi en dober recept, ne? To, kar se zdaj se mi zdi tako lepo, si rekel, jaz sem pri tleh. Nič zvezdniškega v tebi ne morem zaznati. Ali pa pretirano zvezdniškega, da me ne boš zdaj narobe razumel. Ja, pa se ne, mislim... Kako gledaš na to zvezdništvo v Sloveniji? Ne vem, mislim, jaz na to zvezdništvo itak ne gledam kaj dost. Jaz mislim, da kaj pa vem, nimam do tega nekega odnosa, no. Res, to mi ni to moj cilj. Moj cilj je to, da res delam dobro muziko, kar pa pride zraven, pa naj pride, ne, ampak ni moj cilj biti zvezda, no. Vsaj ne osnovni, mogoče bo to posledica, ampak se bom s tem ukvarjal takrat. Res se ne ukvarjam s tem. Če bi lahko naredil pesem s katerokoli slavno osebo na svetu, glasbenikom seveda, kjer ga bi zbral? Vem, ful klišejsko vprašanje, ampak me vseeno zanima tvoj odgovor, zato ker me zanima, a bi šel v smer glasbeno, smer, znotraj katere vi delujete, ali bi vsem zbral nekaj čist XY? Veš, s kom bi recimo lahko naredil. Pa zdaj ni to katerkoli, ampak spet je tle nekdo, ki je blizu, ki ga spoštujem, ker mu je uspelo. Recimo Senido. Zdi se mi tudi, da je žanrsko toliko stran od nas, da bi po moje neka zlitina teh žanrov bilo nekaj res zanimivega. In predvsem drugačnega, ne? Drugačnega. A to pomeni, da če recimo vi delujete kot skupina znotraj enega žanra ali pa več njih, ne, da potem po večini tudi glasbeniki znotraj skupine tako glasbo poslušate v zasebnem življenju? Ne, sigurno ne. Poslušamo veliko glasbe. No, recimo en primer tak je, kako lahko producent vpliva na te ali pa nekdo, ki pač ima nek občutek za muziko. S Kacafuro, ko sva delala en komad, sva tisto delala in potem sem bil tam še neke 4 ure ali pa 5 ur recimo pri njemu in sva poslušala trap. Za kar sem mislil, da
moja ušesa res niso narejena, ampak če je pač dober, je dober. Ne? In potem sem prišel domov in poslušal Kendricka Lamarja, po mojem sem preposlušal diskografijo. Tako da treba je bil tudi odprt za različne stvari. In tudi tukaj v bistvu na nek način, tako kot si rekel, biti odprt oziroma ne obsojati oziroma ne dajati neke nalepke posameznim zvrstem, ker konec koncev glasba je glasba, ne glede na to. To se mi zdi, da se premalkrat mogoče poudarja, da je vsaka zvrst glasbe za sebe lahko odlična. Ja, vsaka zvrst ima sigurno nekoga, ki je dober. Ne? In vsaka zvrst je vredna posluha. No? Ja, veš, zdi se mi, da včasih je tako bilo, da smo zelo posploševali, a veš, rockerji, metalci, ta ima pa harmoniko, ta je pa, ne vem, čisti pop in tako, ne. Danes se mi zdi, da je tega dobro, mogoče res pri teh dotičnih skupinah, metal, rock, mogoče res, da je specifično, da ga potem glih, ne vem, če ga boš videl na kakšni gasilski veselici ali pa tudi, ampak se mi pa zdi, da je vseeno zdaj mal ta preskok, da se to ne ločuje več tako zelo, da tudi nekdo... Meša se zelo. Ravno to sem hotela reči, da se zelo v bistvu lahko mešajo te zvrsti med sabo in v bistvu velikrat lahko ravno zaradi tega mešanja rečemo, wow, kjer izdelka, ne? Ja. To je v bistvu, mislim, da smo lahko hvaležni vsej glasbi, ki je bila pred nami, ne? Ker se lahko naslanjamo na mnogo stvari in potem delamo neke hibride. Vprašala bom tudi tebe, vprašanje, ki ga velikokrat zastavim glasbenikom, in sicer res je trg nasičen, res imamo ogromno možnosti izbire, vse je klik stran od nas, v eni minuti lahko preposlušava zdaj le zelo veliko refrenov in tako naprej. Ja. Koliko težko je ustvarjati v dobi, ko je tako zelo veliko vsega in tako zelo dostopno? Veš, v smislu, da najdeš nekaj drugačnega, da najdeš... Ja, težko je, ne? Fokus človeški se mi zdi, da je padel ne na minuto, ampak na sekundo, ne? Tako da se mi zdi, da mladim prideti blizu, ali pa starim, saj so že vsi v koraku s časom, je težko karkoli predstaviti, ker je pač veliko scrollanja, in tudi z glasbo je podobno. To, ki jo je, da jo pač, preskakujejo, da lahko preskočiš 700 komadov v minuti, tako kot si rekla, tako da, ne vem, malo je mogoče zaskrbljujoče, ampak se probam s tem ne ukvarjati. In mogoče to skrb raj kakšnemu producentu prepustiš? Ja. Kako pa je prišlo do sodelovanja? V bistvu smo se s Kacafuro smo se spoznali na Sonic Tribu, na neki božični zabavi. Mi smo ravno ostali brez producenta in potem je beseda dala besedo in smo se ujeli. Veš, zakaj se zdaj nasmiham? Zaradi tega, ker sem zdaj pa že parkrat naletela na odgovor glasbenika, med drugim, da so se na zabavi založbe spoznali in zaljubili, ali pa se je rodilo sodelovanje glasbeno, tako da te založbe in zabave so očitno zelo fajne. Radi se družimo, ne? Ja, moram kdaj malo priti, malo se pomrežiti, ali kako že poslovno, seveda. Absolutno. Hecam se, ampak zato je bil moj nasmešek. Zdaj, omenil si seveda že album, omenil si približno, kdaj bo zunaj. Ko dobiš album v roke, bo za prijeto roke? Bo. Okay. To zdaj je vse nekaj, ja, veš, na ključkih pa tako naprej. Ne, more biti, ne, da vsaj nekaj primaš, ne. In ne bo vinilka, bo CD? Ne, bo vse. Bo vse? Jaz mislim, da bo vse, no. Ko primaš ta produkt v roke, povej mi čisto iskreno, je to tudi en mal otroček, ne? Ja, seveda. Je to en tak občutek, ki si rečeš, a je to res prav nov album? Sploh zato, ker nekaj časa vložiš v to, ne. In ko tega konec si hkrati vesel, kamen se ti malo odvali, ne. In veseliš se špilov, ki prihajajo, ne. Ker to sproži eno vrsto enih špilov po promociji plate, kar pa i takrat počnemo glasbeniki, ne, nastopamo.
in verjamem, da bo teh nastopov vedno več in da si bom tudi jaz vedno večkrat lahko vzela čas, da pridem na kakšen nastop. Prvo zagotovo pridem 23. oktobra na Lidlov pop-up dogodek, tam vem, da bo zelo zabavno, mogoče še jaz dobim idejo za kakšen, tale Jackie mi je recimo že zelo všeč. Dobar je, ne? Ja. Če ne pa, lahko tudi 14. novembra prideš v City Teater, če imaš čas. Torej tudi tam bo koncert. Tako. Urban, hvala, ker si prišel. Hvala tebi. In zdaj rečeva lahko za konec samo še uživajte tudi vi v naslednjih minutah, ker je tukaj Vse imam, nova pesem. Izgubljen v svojem mestu, sebe več ne prepoznam med ljudmi, vsi enaki brez izjem, plešemo na en način. Pustite mi vsaj moje sanje, da se z njimi osvežim, naj me zaslepi sonce, jaz rabim sonce. Sonce. Nisem sam, kaj hočem biti drugačen, v svoji koži in barvah zasijem. Ko lahko sam se odločam zase, vse imam. Nisem sam, kaj hočem biti drugačen, v svoji koži in barvah zasijem. Ko lahko sam se odločam zase, vse imam. Nisem sam, kaj hočem biti drugačen, v svoji koži in barvah zasijem. Ko lahko sam se odločam zase, vse imam. Nisem sam.